Zdaj, a gre za izdajo, moram reči, da je to zelo emocionalna kategorija, ko govorimo o politiki, ne. In jaz tudi razumem, da je bila Asta Vrečko čustvena pri komentarju, Taše Vatovčevega pristopa. Težko se, kot sem rekel, težko se izognemo temu, da gre za preračunljivo oziroma da gre za prestop, ki je v funkciji, večje možnosti izvoljivosti, ki je v funkciji, nenazadnje priskrbeti si službo še za 4 leta, če zelo banaliziram, ampak pač časi so taki, da je treba stvari povedati naravnost, ne. Tako da, to ni nekaj, na kar bo Matej Tašner Vatovec v svoji, politični biografiji lahko ponosen. Jaz ne dvomim, da bo on to upravičil s tistim, čemur jaz ponavadi rečem klicem zgodovine, ne. To delajo vsi. Praviloma se, neke osebne odločitve zamaskirajo oziroma zapakirajo v, neke zunanje dejavnike, ki, močno vplivajo in se pač posameznik postavi v središče teh dejavnikov, in tako naprej in tako naprej, ne. Bi pa opozoril, da to ni prvič, da je, da smo priča enemu takemu prestopu, ne. Mi smo v preteklosti, zadnjih recimo 30 letih bili priča tudi bistveno bolj, usodnim prestopom, ker ta v resnici ni usoden, ne. Pač gre in igra za drugo ekipo, ne. Mi smo bili recimo mislim, da leta 97, v začetku leta 97 smo bili priča, ko je bil popolna pat pozicija v državnem zboru, kdo bo oblikoval vlado. Takrat se je odločil takratni poslanec Slovenskih SKD. krščanskih demokratov Ciril Pucko in je prestopil, na stran, bom rekel, Janeza Drnovška, ki je potem lahko oblikoval vlado, bil je ta znameniti 46. glas. Nekaj let zatem je podobno storila Polonca Dobrajec, ki je omogočila izvolitev, Bajukove vlade, kratkotrajne vlade Andreja Bajuka. Mislim, da je takrat sledila tudi, Ida Okretič Salmič, mislim, da sem ime in priimek povedal prav, ki je bila poslanka Desusa. Aljaž, popravi me, če se motim.